Zasedanja s knjigami so postala iz posameznih predstavitev leta 2013, zdaj že naša stalna spremljevalka. Lani smo imeli v celem letu 17 predstavitev znanstvenih, strokovnih monografij, zbornikov, sodelovali so večina mariborskih in tudi druge založbe. Letos smo doslej izpeljali že 10 predstavitev, tako da smo resnično pridni. Ljudje prihajajo, glede na to, kakšna je tematika, kdo jo predstavlja, kdo moderira. Skratka, moram reči, da doslej smo imeli kar srečno roko pri izbiri. Dr. Švancerjeva, dovolite mi, da vam kot letošnji nagrajenki mladike čestitam za novo pesniško zbirko. Pravzaprav je tematika in vse o knjigi in o predstavitvi avtorice prepuščam moderatorju. Grdi filozofi pravzaprav, če izhajamo samo iz naslova, resnično obetajo neko neznanko, da so recimo kritiki žensk ali pa ideološko, telesno drugačnih ljudi, je pravzaprav zanimiva tema. Zaključujete jo zelo optimistično, poslanstvo knjige je vendarle nekaj dobrega in kaj pravzaprav v tem današnjem svetu želimo še več kot to. Vsem nam želim zanimiv pogovor in beseda je vajna. Seveda predtem pa vabim tudi še vas k besedi. Najlepša hvala za besedo. Moja naloga tukaj je, da se najprej predstavim, Dušan Hedl, sem urednik pri založbi Kulturni center Maribor. Moja naloga pa je, da na kratko predstavim našo založbo, vse tako mi je gospod Jesenšek naročil. V glavnem, začeli smo izdajati knjige pred več kot 30 leti in zanimivo je, da se takrat imenovala založba Frontier in knjižna zbirka obenem. In če pomislimo, to je prevedeno obzorja, mariborska obzorja prevedeno v angleščino. Torej, seveda mladost, norost in kakšen vpliv ima popularna kultura, subkulture na podzavest nekje celo. In kako sem jaz prišel takrat na idejo, da v angleščini poimenujem zbirko, knjižno zbirko, ki je kasneje seveda postala nacionalno tudi pomembna, brez lažne skromnosti na nek način. Seveda zato mi je žal, zato sedaj poskušamo druge zbirke poimenovati v slovenščini. In pa smo obenem seveda skozi to, ko smo to ugotovili, kaj se je pravzaprav v preteklosti zgodilo z nami, smo se načrtno lotili pri zbirki Frontier izdajanja tekstov in raziskav na temo popularne kulture, na temo podjetništva v kulturi in kako to vpliva na kulturno politiko in sploh nacionalno kulturo pri nas. Tako smo do sedaj v vseh različnih zbirkah izdali približno 200 knjig. V letošnjem letu mogoče, če povemo, imamo odlično rast, mogoče dvakrat več kot lani. Mogoče bi omenil samo še druge zbirke, ki so poleg Frontierja, Simfonika Slovenika, v katerem izdajamo slovenske pesnike, ki pišejo besedila za popularno glasbo, potem zbirka Drugačni, otroške slikanice, znanstvena monografija, pove o sebi. Potem mogoče 2 projekta sta še pomembna pri naši založbi, to je Literarna krpanka, pri kateri skrbimo za mladi naraščaj literatov. Pravzaprav je to spet eno glasilo, recimo literarni časopis, bi mogoče lahko to imenovali. In pa še pomemben projekt Rokerji pojejo pesnike. V glavnem, da ne bom predolg, bi mogoče še tehnikalije, ki je založnik dolžan podati. Danes od spoštovane avtorice Marije Švancer predstavljamo oziroma smo imeli dober namen prodajati 4 njene naslove, kajti v zadnjih 2 letih smo izdali 4 njene knjige in je ona na nek način naša hišna avtorica postala v zadnjih 2 letih in moram reči, da sodelovanje poteka odlično in imamo tukaj danes v prodaji samo 2 knjigi. Pobiramo pa naročila
in kdo kupi 2 knjigi, dobi njeno, smo se odločili danes na sestanku njeno pesniško zbirko Kamnite pesmi kot darilo. Prednaročila poberemo, bo kolega Blaž pobral, smo se dogovorili, ali pa celo bom jaz potem in to je to. Knjiga Grdi filozofi in pa Kamnite pesmi pa je še na prodaj danes. Sedaj pa sem že bil malo predolgi, kajti sta se nastopajoča danes dogovorila, da bo 1 uro trajala prireditev. Gospod Jesenšek in Marija, izvolite. Tako, Dušan, hvala za predstavitev, hvala za to, da, kot si rekel, je lahko Marija tudi hišna avtorica in verjamem, da ti kot uredniku za to odločitev nikoli ni bilo žal. Ne? Tukaj pa vsi prisotni tudi lepo vidite, to odmeva tako lahko. Vsi prisotni tudi vidite, kaj pomeni dober PR. Ne? Taki, ki znamo bolj z jezikom veliko govorimo, tisti, ki so pa strokovnjaki za PR, kot je Dušan, pa pogledajte, kako lepo je združil koristno s prijetnim. Ne? Nekaj bo prodal, nekaj bo podaril, pa bomo vsi zadovoljni. Tudi tako kot je direktorica že rekla knjižnice, jaz nisem danes moderator, jaz sem tu predvsem kot Marijin prijatelj in ko sva se pred nekaj časa usedla za to, da bi se dogovorila, kako, sem rekel, Marija, povej, kako si predstavljaš to predstavitev, jaz bom pa vmes 3 besede povedal. No? In njena želja je bila predvsem ta, da začnemo tako, kot smo začeli in preden, da potem da Marija dobi besedo, ker to je vendar njen dogodek, je rekla nekaj, naredi uvodno predstavitev. No. Jaz mislim, da vsi, ki ste tu Marijo dovolj dobro poznate, da je ni treba predstavljati, rodila se je in tako naprej. Sem si pa to predstavitev malo drugače zamislil, si zapisal, to bo edini malo daljši delček. Marija, pa dovolite, da to, kakor sem si neformalno predstavitev zamislil, tudi preberem. Marija Švajcer Mariji Švajcer je bila slovenska umetniška beseda položena v zibelko. Odraščala je v družini intelektualcev, mama in oče, oba sta bila pisatelja, ki sta ji podarila ljubezen do literature in vsega lepega. Danes seveda ni niti čas, niti potreba, da bi to, kar zdaj pravih, sem zapisal natančno določbo, pojasnjeval. Dejstvo je, Marija, da si imela, to vsi vemo, najboljšo vzgojo, ki si jo znala lepo prenesti tudi na svoje otroke, danes tudi na vnuke, z njo pa tudi bogatiš vse tiste, ki te poznamo in se s teboj srečujemo. Predvsem pa sem želel to danes sporočiti. Takih, kot je Marija Švajcer, danes ni več veliko. Marija je nekaj posebnega. Zdaj ne razumeti tega napačno, ampak Marija, tako se mi zdi, ti si vrsta, ki izumira. No, izumira zato, ker verjameš v tradicionalne vrednote, ker tem vrednotam daješ prednost, tudi njihovemu doživljanju, ohranjanju vrednot, ter za svoj življenjski moto postavljaš priznavanje družbenih, osebnih, estetskih in moralnih vrednot. To se pri tebi kaže kot ljubezen, resnica, svoboda, poštenost, pravičnost, ljubezen do vsega lepega, tudi in predvsem do umetnosti in slovenskega jezika. In zato v tem pozitivnem smislu te vidim kot tisto vrsto, ki je danes ni več veliko. No? Oprosti za tak izraz. Umetniška beseda je bila Mariji res od malega, je bila pri njej prisotna. In ko sem rekel, samo to še povem glede tega, kar je počela Marija, mislim, da si dobila že prvo tako pomembno priznanje na prvi gimnaziji, Prešernovo nagrado, in to je spremljalo potem ves čas. Današnje knjige poznamo, predstavljamo Grde filozofe, pa Kamnite pesmi, pa te zgodbe, Očetovi udarci za otroke. V Zori je izdajala že v Naši Zori, pri Dušanu in tako naprej, in verjamem, da je pred Marijo še veliko nedokončanega dela, tako v literaturi kot tudi v znanosti, in da
je to za uvod in predstavitev dovolj. Poznamo vse ostalo. Marija, zaključujem tako, da s temi uvodnimi besedami predstavljam Marijo Švancer, ki se nenehno prizadeva, da je slovenski jezik tista osnovna vrednota, nje kot filozofinje, nje kot literarne ustvarjalce, da ta jezik ne leži pozabljen v kotu, ampak se bomo o njem pogovarjali tudi danes, o grdih filozofih, o kamnitih pesmih, o očetovih udarcih, o slovenskem jeziku in umetniški besedi, Marija, ki je tebi tako draga in tako blizu. Najlepša hvala. Ko sem to poslušala, sem dobila kar dobro mnenje o sebi, ampak ne mislim še izginiti. Ker napoveduješ, da jih ni več teh primerkov. Bom še kar ostala nekaj časa, če bo le šlo po sreči. Najprej nekaj besed zahvale. Jaz sem človek, ki imam vsake toliko časa zahvalne dneve za ljudi, ki so mi storili kaj dobrega. In danes se moram najprej zahvaliti magistru Dušanu Hedlu, temperamentnemu mladeniču, ki je poln idej in sva se nekako srečala na tej življenjski poti, zdaj veselo sodelujeva, ampak on ne ve, da sva že imela skupno preteklost. Pred leti sem sodelavca vprašala, ali bi on nekako potipal pri Dušanu Hedlu in bi tudi meni kaj izdal subkulturnem azilu, ker takrat sem ocenjevala pesnika Tomaža Čelika. Pišem tudi ocene. In Dušan se je kar v redu odzval, pardon, to je bilo po Freudu. Ne, v redu se je odzval, ampak jaz pa glede na njegovo pojavo nisem zbrala samozavesti, da bi se srečala z njim. In mogoče bi midva že prej začela sodelovati. Tako pa ni šlo. Torej najprej hvala Dušanu, kot si rekel, da sem postala hišna avtorica. Zelo sem vesela, rada sodelujem. Upam, da ne bom kmalu postala nadležna, ker imam še veliko stvari v predalu. Tu se moram obvladati. No, potem tudi hvala Petru Dobajevu, s katerim tudi lepo sodelujeva za prelom in vse postopke, ki so potrebni. Potem akademskemu slikarju Oto Rimeletu, ki je napravil zelo lepo naslovnico očetovih udarcev, estetsko učinkovito. Prav tako fotografinji Ani Muhič, ki kar nekako fotografija kar vpije, da bi človek pogledal, kaj se dogaja, nekaj grozljivega v tej knjigi. In seveda slikarju Branku Lipniku, ki je nameraval danes priti in tole razstaviti svojo sliko, ampak očitno mu ni uspelo priti iz Horjula. Tudi hvala magistrici Mojci Marič za jezikovno sodelovanje. No, to z mano ni vedno najbolj idilično, ker imam jaz svoje mnenje, Tukaj pa me je težko prepričati. No, in seveda največja zahvala gre prijatelju, akademiku Marku Jesenšku in moram povedati, da je pred leti na Filozofski fakulteti že predstavil mojo knjigo Človek, življenje in filozofija in lepše, kot bi to storil katerikoli filozof. Res, bila sem prav ganjena in zelo vesela in hvala torej čisto vsem, pa hvala tistim, ki ste prišli. Mislim, da ste danes tukaj tisti, ki ste mi naklonjeni. Hvala, da ste se vzeli čas. Zadnje čase se v Mariboru veliko dogaja, vsak dan je kaj takega in je težko priti. Jaz to razumem, sploh če je že tako zgodaj ob 17. uri. Hvala tudi gospe direktorici, da nam to omogoča in torej Zmago, tebi dajem možnost. Res pa je, da ne smem pohvaliti svojega sina. Prepovedal mi je. Samo to bom povedala, da sta oba moja sinova, Damjan, ki ima danes težave, ker si je njegov sinček poškodoval roko in ni mogel priti, da sta torej Damjan in Zmago najboljša sinova. Da parafraziram Voltera, ki pravi, naš svet je najboljši izmed vseh možnih svetov, moja sinova sta najboljša izmed vseh možnih sinov. Da o vnukih niti ne govorim, drugače pa drugega ne smem povedati, pa bi zelo rada. Cel traktat bi povedala, ampak se držim dogovora oziroma se držim prepovedi. Tako, izvoli. Zmago je to sam skomponiral, on je tudi glasbenik, filozof in glasbenik. Oziroma študent filozofije in glasbenik.
Ja, Zmago, zdaj moram jaz narediti pa en presedan, kot se temu lepo slovensko reče. Ne? Jaz pa nisem ničesar obljubil. Mama je, jaz pa vseeno lahko zdaj tu nekaj dodam. Sem razmišljal ob tej čudoviti glasbi, zdaj torej lahko pravzaprav samo v srečni družini, v kakršni je živela in bila vzgajana Marija Švajcar, postaneš tak človek, kot je ona, kot jo poznamo tudi, in to svojo ljubezen in nežnost, ki jo je od staršev dobivala, poglejte, na kak lep, čudovit način je znala, še vedno zna prenašati na svoje sinove, zdaj že celo tudi na vnuke, in nimajo starši veliko takih sinov, ki pridejo na predstavitev staršev in s tako ljubeznijo in z takim zanosom igrajo za mamo. To je bilo za mamo zdaj, a ne Zmago. Tako da se opravičujem, nisva imela dogovora, tako da sem to dodal. Pa, če zdaj v tem stilu tudi slogo nadaljujem, Marija, zate vprašanje. Vem, poznal sem tudi tvojega očeta, mamo, sicer sem bil še zelo majhen takrat, ampak vendar tudi družine so se poznale med seboj in vem, da so tvoji starši znali porazdeliti tiste njihove želje, njihovo delo, njihovo odgovornost, vse tudi nate, da si iz tega črpala, da si dobivala od tam energijo, da sta te bila mati in oče prvi, pravi in jaz vem tudi najvišji vzor, dokler sta bila živa in tudi zdaj še vedno, da si v mislih vedno z njima in da to, kar zdaj ves čas počneš, dobro delaš še danes, je njuna dediščina. Zato me zanima, kako je ta dediščina, družinska dediščina, literarna ustvarjalnost mame in očeta vplivala in še vpliva na tvoje znanstveno, to je filozofsko in literarno, to je pesniško in drugo delo. Hvala za to vprašanje. Najprej moram povedati, da sva midva z Markom povezana, ko ga še sploh nisem poznala, ne vem, ali si se že rodil takrat, ampak oče Gabriel Jesenšek je nam namreč uredil stanovanje. To so bili slabi časi. Mama in oče sta stanovala v skladišču in sta najo dala z bratom Prlekijo, ker pač so bile slabe povojne okoliščine. In prvo stanovanje nam je uredil tvoj oče, sobo in kabinet in mi smo bili zelo srečni. Torej si v tistem stanovanju nastala? Ne nastala sem pa, ne, malo je manjkalo, pa bi nastala na Mostu, ker moj oče je bil en svoboden duh in se je šel ogledat, ne? V petek si je šel ogledat umetno usemenitev krave. In takrat se seveda, ko se je on ukvarjal s kravo, sem se jaz odločila, da pridem na svet in moja uboga mama je šla sama po mostu, ne? In so rekli, glej, pijanko, ne? Uboga reva, in tam je mene skoraj na hodniku rodila, noči smo že pri tem, ne? Tako se je vse skupaj začelo. Obema je vojna vzela mladost, ne? Mama je bila skoraj leto dni zaprta v slovenskih zaporih zaradi sodelovanja s partizani in takrat, ko je poslušala, kako so v Mariboru streljali talce, je izgubila vero v Boga. Prej je bila zelo, zelo pobožna podeželska mladenka. Ampak mi smo bili zelo svobodna družina, humoristična, vsak je v svojem kotu nekaj pisal, pa nismo zapletali, niti si nismo vzeli časa drug za drugega. Se nisi mogel, ne, če kar naprej nekdo nekaj pisal. Ampak pozneje, ko pa je bil oče star, takrat pa sem mu jaz naredila veselje, pa sem brala njegove stvari in sem ga tudi zmeraj pohvalila in on je bil zelo, zelo vesel. Ker sem predvidevala, da bo danes prišel sem doktor Žigar, on je namreč edini kupec moje ustvarjalnosti. Imam jaz enega kupca, prosim. Ne? Ker drugače je težko. No, enega, ki ga poznam, tako bom rekla. Ker se nam je dvakrat že zgodilo, da je on kupil knjigo in istega dne sem mu jaz knjigo po pošti poslala, se je križalo. Za knjigo Človek, življenje in filozofija pa je prišel na filozofsko fakulteto in je rekel, Marija, podpiši. In zakaj ga omenjam? Zato, ker takrat, ko je oče bil že star in pesimističen, niso ga toliko priznavali, kot si je želel. Takrat mu je rekel doktor Žigar, ja, gospod Švajcar, morate še živeti, vi ste pisatelj, vi ste dragoceni. Ne? In moj oče je takoj okreval.
in še kar vrsto let živel. To sem hotela, ne, ker sem mislila, da bo se tukaj, kje je moj kupec pojavil. Ne. No, drugače pa moram reči, da sta bila tolerantna, zlasti mama. Jaz sem imela pa tudi svoje ideje. Recimo 68. sem se peljala iz Ljubljane in na vlaku sem srečala 3 Čehe, zakonca in nekega mlajšega moškega. Zdaj ne gre za to, da bi jaz tistega mlajšega moškega opazila. Ne, to je bilo politične narave. Ti ljudje so bežali, ker je Sovjetska zveza okupirala Češko-Slovaško. In smo se zbližali na vlaku in so rekli, ja, jutri pa gremo iz Maribora peš do Šentilja. Jaz sem rekla, kako si pa to vi predstavljate? In jaz sem kar to trojico povabila domov, pa mama pravi, mama, tako bo. In mama pravi, v redu bo. Drugi dan smo jim dali, prespali so pri nas, dali smo denar, pozneje so mi še pisali, ampak to še ni vse. Jaz sem šla recimo v službo, pa tam pride en moški z alkoholno sapo in zraven njega je psiček. Čisto majhen križanec, tako rekoč ščene, in midva se zazreva drug od drugega. To je prvi pogled, ljubezen na prvi pogled. Iskrica preskoči in on pravi, gospa, bi ga vi imeli? Sem rekla, bi, ampak moram v službo. Pravi, nič hudega, jaz vam ga peljem domov. Sem rekla, izvolite, denar za taksi, seveda ga ni porabil za taksi. Pride domov in pravi mami, gospa, pesa sem vam pripelo. Pa mama pravi, pa veste kaj, mi že imamo psa, mi smo imeli kokar španjela, bolj takšnega, ne najbolj bistroumnega. Ko sem prišla kot študentka domov, je šele drugi dan opazil, da sem doma. No. In tudi nekoliko čudaški je bil ta Orlič. In potem pa pravi mama, ja, no, kaj, torej pes? On je rekel, vaša hčerka je rekla, da boste ga imeli še enega. In ona je rekla, no, če je hčerka rekla, bomo imeli pa še enega. Samo da bi pa zdaj jaz pripovedovala, kakšna negativca sta bila ta psa, agresivna, nespodobna, nesramna, to pa bi bila že predolga zgodba. Samo eno anekdoto, Pikija ni bilo, Pikija Švajcarja ni bilo več v hiši. In moj oče je sedel v kuhinji in jokal. Takšne solze so mu tekle. In je mama rekla, kaj Janez, kaj jočeš? Še človeka je treba preboleti, kaj šele psa? On je pa rekel, ja, ampak psa je mogoče, človeka je mogoče napraviti novega, psa pa ne. Mama je pa rekla, Janez, ti tudi človeka več ne moreš napraviti. Ne. To je bila takšna družinska idila, ne. Sproščeni Švajcarji, nič nismo komplicirali, lepo je bilo. Tole pa, kar bom zdaj rekla, pa ne razumete kot hvalo. Ampak to sem jaz pač dobila doma, to novinarsko dediščino in sem zelo vesela. Poglejte, vi samo primerjate Večer pa Osrednji slovenski dnevnik. Koliko pišejo novinarke Osrednjega dnevnika, koliko pa pišeta naši novinarki Melita Forstnerič-Hajnšek pa Petra Vidali. Jo vidiš zvečer na prireditvi, zvečer že lahko na internetu prebereš. Naslednji dne pa tako ali tako, naslednjega dne ne. To je izredno hitro delo. Prideš, vidiš, napišeš. In jaz sem sreče dobila to dediščino. Ne. Jaz pišem z lahkoto, sej mogoče je takšno pisanje z lahkoto, kdaj tudi površno. Vsaj recimo mladoheglovcom se očitali, češ, da je to žurnalizem, hitro, površno pisanje, ampak danes imamo mi internet, ne? In ti sam poiščeš, vse podatke dobiš, danes ni več to, da bi moral študirati debele knjige, danes je informacija dosegljiva, mi smo kvečemu neznatni in ne moremo vsega tega usrkati vase. Ne? Medtem ko pa na voljo je pa vse mogoče. No in jaz sem pa tip človeka, ki se strašno rada učim, že od nekdaj. Jaz se spominjam še, nisem znala niti brati, pa sem imela pesmi, pojte drobne ptice, pa sem tako s prstom kazala. Potem sem našla v domači knjižnici učbenik italijanščine, zato da bi si Italijani podredili Slovence, ne? Tisti učbenik. Jaz nisem vedela, to politično. Sem se že tam učila, kaj cosa je questo. Vedno sem tako uživala, zdaj sem pa še ravno taka. Ne? Uživam, če lahko hodim kakšnim tečajem ali pa kaj takega. To me res zelo srečuje. In še en vidik, mama je bila novinarka, tam takrat so bili še skupaj Smazek, Vuk in Avsenak in Tile. In jaz grem prvi dan v šolo. In mi pišemo črte na to stran, črte na to stran. In meni da učiteljica -5. Jaz grem domov, pustim torbo doma,
Imela sem še zdaj vem, da sem imela do sem rokave, tukaj pa neko majčko, tu so bile rdeče, bele pike, modre hlačke in jaz tečem k mami, tam iz Prisojne do Majstrove in vso pot jokam in pridem tja, mama, -5. Pa so se novinarji smejali, so rekli, pa to je Marijka, se pa -5 je 5, sem rekla, ne, -5 pa ni 5. In taka sem ostala, prosim. Ni mi pomoči. Tako, izvoli. Ne, zdaj pa bom pa prebrala. Zdaj si pa ti na vrsti. Svojo pesem sem že prej nameravala prebrati. Jaz se oproščam, malo sem te s to dediščino potegnil, ampak res nisva bila dogovorjena. No, To je pa dogovor, to pa je v Zdaj planu, bom kar najprej zdaj prebrala počneva. pesem Svetli ljudje, tisto drugo pesem, ki bom jo pozneje, pa je Marko izbral. In jaz spoštujem njegov izbor. Torej, svetli ljudje pred pogledom molčijo in čakajo, dobri ljudje, ki se ne dobrikajo, z gladko kožo in gubicami smeha, poslednji dobrotniki na poti tujega zla. Niso se pustili uničiti, skrajno redki so in že malce čudni. Ljudje s pesmijo in bližino, takšni, ki so topli in tukaj, kot nekakšen objem. Van se je mogoče skriti, utoniti v njem in reči, da je bilo vredno. Zdaj pa mislim, da je Zmago na vrsti. To želite. Zmago, se strinjaš? Potem bom pa tu vem prebrala.
knjige predstavim, sem pozabila. No, še najprej drugo, še nisem nič povedala. Še to? Dobro. Prav, spet spreminjava dogovorjeni načrt. Ne? Marija pravi, da smo pozabila predstaviti še vse ostale knjige, ne? Tudi to bi, veste, se jo dobro poznate. Jaz poznam tiste bolj znanstvene, ne? Začela je z etiko, esejem o zlu, ne? Človek, življenje in filozofija, vpogled v azijsko duhovnost in tako naprej. To je ena plat njenega znanstvenega dela, potem je pa tudi tu literatura, tisti njen intimen svet, kjer moči črpaš iz družine. In Marija, prosim, zadnje knjige še prej predstavi. Samo nekaj besed, ne bom to na dolgo in široko. To je pesniška zbirka Kamnite pesmi, išla leta 2016, delno osebno izpovedna, delno so to refleksivne pesmi, nekaj je tudi ironičnih, ampak na koncu je pa pesnitev Ubita svetloba o uboju na norveškem otoku Utoja. Moja prizadetost ob tem dogajanju, sem to spremljala na spletu, Breivik, ki veste, kaj se zdaj dogaja, da celo lahko študira, da je v bistvu življenje teh mladih razvrednoteno, kako visoko ceno ima njegovo življenje, kako se pritožuje, da so mu kršene človekove pravice. To in jaz bom na koncu prebrala, kot je Marko predlagal, pesem. Potem je drugo, to je pa Očetovi udarci, to je pa mladinski roman. In tako kot sem v romanu Samotni bralec imela naslove filozofskih in literarnih del in je bilo za marsikoga morda nekoliko odbijajoče, ker so mislili, da gre za filozofsko delo, tako pa imam tukaj naslove znanih skladb, celo Nana Forte med njimi. Ampak knjiga je namenjena tistim mladim ljudem, ki ljubijo klasično glasbo, vsebinsko pa je to protest proti nasilju v naši družbi, to, kar se dogaja med štirimi stenami. Namreč knjigo sem napisala, ko je neki oče vrgel skozi okno svojega otroka, drugi oče pa je ubil svojo pastorko in to nikakor ni osebna knjiga, čeprav je napisana v prvi osebi. Na koncu tudi to poudarja, moj oče je bil prijazen, duhovit, šaljiv človek, tisti, ki ste ga morda poznali, veste, kako rad se je šalil, ne? Bil je kadilec in moja mama rekla, Janez, škoduje ti trenutek, da preverim, si je prežgal. O ne, mi prija, ne škoduje. Ne? Takšne vrste kadilec. No, ta tretja knjiga, to je pa moja najljubša, ne vem, če je tudi drugim všeč, ne? Ni še nobena moja prijateljica, mislim, ena je mogoče Emilija Gujt prebrala do konca, druge ne vem, če so jo že prebrale, mogoče še Irena Arih, moja druga prijateljica, drugače pa nekam počasi berejo, ne, to knjigo. Pa ni tako zelo debela, ne, kot so filozofi, ampak dovolite, da bi iz te knjige, ki je nekoliko čudna, ker to je pravzaprav tudi prva oseba, neka sfalirana študentka, ki doživlja vse mogoče in se zaplete v okoliščine tako, da bi lahko govorili celo o neke vrste kriminalki. Ampak kako se pa to dogaja, pa ne smem povedati, ker kriminalka, ne, je nekaj, kar je treba prebrati, ne pa da vam kdo pove konec po možnosti. Moj ocenjevalec, ki je sicer zelo naklonjen, Andrej Lutman, mi je očital, da tu sta dve spolno neizkušeni dekleti. Ne? Se pa jaz tudi znam, kaj o spolnosti napisati, čutnosti, pa kaj pikantnega. Pa že tu so mi govorili, Marija, to si ti, Marija, to si ti. In če bi jaz pikantno bi rekli, aha, takšna si torej ti. No lepo, Marija. Zdaj smo pa izvedeli, ne? In se človek tukaj, ne, omejen, tako rekoč. Odlomek pa je, ribe se razočarano odmaknejo. Raca in racman plavata drug ob drugem in se oglašata z ljubezensko pesmijo. Detel je čisto ponorel, tako neugnano tolče po deblu. Danes vidim celo veverico, ker poleti v parku prirejajo vsakovrstno druženje, so se veverice odselile. Njim do delavnic, igrarij in knjižnice na jasi. Če bi mogle, bi se požvižgale na prodajo domačih dobrot, tek po promenadi in glasbene prireditve. Naveličale se ljudi, ki ležejo na travo ali pa izvajajo metelne gibe vse bolj priljubljene joge. Pri izvajanju asan pravzaprav povsod
in pri vsakršnih dejavnostih prevladujejo ženske. Sedijo na roza, turkiznih in pisanih podlogah in pozdravljajo sonce. O, sonce, bodi veselo, da se k tebi obrača toliko lepih želja, tako veliko navdušenje in iskanje miru. Zakaj je povsod toliko žensk? Iz preprostega razloga, napočil je njihov čas. Stare se ne dajo odgnati. Vse življenje so hodile v službo, skrbele za otroke ali mačke, se odinjale možu ali gospodovale nad njim, zdaj upokojene in ovdovele pa počnejo natanko to, kar so si vedno želele. Slikajo, prerisujejo tuje umetnine, kvačkajo, oblikujejo kipce iz gline, obiskujejo jezikovne tečaje in potujejo. Imajo gledališke abonmaje in kupujejo z 10% popustom. V gledališču je bolj malo moških. Obiskovalci iz sosedne države še vedno prihajajo v parih. Saj vendar niso pomrli vsi naši starejši moški. Ne, sedijo pred televizorji, pijejo pivo in se kujajo. Jezni so, da je prišla starost. Hudujejo se na nove čase. Ne povedo na glas, toda močno jim leži na duši, da jim je mladost pobegnila. Nesramnica jo je kar popihala. Stare ženske pa si rečejo, še smo tukaj, dober dan življenje. Tako, no. Marija, če si rekla, da je bil oče prijazen in prijeten, kaj bomo zate rekli? No, vidiš. Tako, ampak zdaj imamo pa eno veliko težavo. Midva sva porabila pred 45 minut, o grdih filozofih pa še niti besede. Imam na kratko in jedrnato. Ja, midva sva že zelo kratka, pa jedrnata, sem če bo pri publiki še zic leder bo. Jaz imam sama najrajši prireditve, ki trajajo 1 uro. Ne? Težko vztrajam dan časa in bo kar v redu. Če nama ura zaostaja, ni tako huda. Bo kar v redu. No. Zdaj, težko bom jaz kaj kot ne filozof o tej knjigi povedal, čeprav sem jo prebiral natančno od začetka do konca vmes in spet tako bral, kadar sem se zbudil, sem jo imel v rokah, da bi znal zdaj kaj pametnega povedati. Zdaj imam pa še dodatno tremo, ker je Danilo tukaj iz oddelka za filozofijo Marijin sodelavec nekdanji, zdaj je Marija v pokoju, pa vendar vidiš, te pridejo sodelavci gledati, spremljati in spodbujati, tako da Danilo, boš dodal kaj, ne? Jaz sem slovenistično tu bolj pri tej knjigi, ne? Bomo slišali kaj. Danilo je v tej knjigi omenjeno, tu je vse napisano, zdaj pa je treba prebrati, kaj je o Danilu. Ne? No in tako je bilo, veste, knjiga se je pa začela, jaz sem zvedel, da nastaja leta 2012. Zdaj sem malo pobrskal po enih dopisovanjih, ki jih imajo vsake toliko časa z Marijo in tam mi piše, pravi, veš, pišem novo knjigo, naslov bo imela Grdi filozofi, a bi se jo dalo kje objaviti. Ne? Jaz sem rekel, se bi dalo, jaz sem o čem bo pa vsebina, torej znanstvena knjiga, ne le poslovje. Pravi, bom pisala o nemoralnežih, o dvoličnežih, o politično oporečnih filozofih, o antisemitih, nacionalistih, o sovražnikih živali in tako naprej. Ne? Nisem znal povezati, kako bo zdaj filozof, sovražnik živali in tako, jaz to slavistično jemljem in mi ni šlo čisto skupaj, ko sem pa to knjigo vzel v roke, mi je bilo pa vse jasno. Ne? Poglejte, dajte jo res na tak način tudi brati. Naslov ima Grdi filozofi. Jaz bi vse kaj drugega od Marije pričakoval kot Grdi filozofi. Imamo tam poglavje o nemoralnosti, o političnih vidikih, torej zelo povezana zgodba, semitizmu, antisemitizmu, torej odnosi do domnevnih divjakov in drugih, podcenjevanje žensk, zelo moderne teme in tako naprej, da ne bom predolg, vendar konča se pa tako kot Marija tudi ves čas razume in živi, pravi, humani in drugi načrti. Torej pozitivno vidiš pluse naprej in takoj napoveduješ. To ni tisto, o čemer sem želela pisati. Nadaljevanje te knjige
bo tisto, zaradi česar je to šele uvod. Nadaljevanje grdih filozofov bodo dobri filozofi, to je tisto, kar je pri Mariji vedno v ospredju. In če razmišljam, ko si rekla, sva eno pesniško zbirko pred časom predstavljala in takrat sva se tudi o znanosti in človeku pogovarjala, če se spomni, sva rekla, znanost je pomembna, vendar znanost ni najpomembnejša stvar na svetu. Nad znanostjo mora biti vedno tudi človek. Ne? Ni pomembna ideja, ni vse v ideji, ni vse v stališču, vedno je treba vedeti, da za tem stoji človek in njegova potreba, da je slišan, njegova potreba, da ga drugi tudi poslušajo in razumejo. In to je, bi jaz rekel, glavno sporočilo uvoda v, če zdaj že napovem novo knjigo, dobrih filozofov. In človek je tisti, o katerem Marija govori, o dobrem človeku, ki je pa tu kot grdi filozof postavljen zato, da bo lahko potem pokazala, da je v življenju vedno tako, da dobro zmaga nad grdim. Tako sem jaz kot jezikoslovec to začetno zgodbo razumel in mislim, da me bosta in Danilo in Marija tu podprla, da je to tudi tvoj življenjski kredo in da je Marija to tudi tvoja želja, ne samo kot pesnice, tudi kot znanstvenice, filozofinje, da vsem odkrivaš samo dobro, da se zavedaš slabega, da veš, da je na svetu tudi veliko grdega, vendar pa dobro bo na koncu vedno zmagalo. Tako sem jaz to zdaj slavistično filozofsko razumel, vidva pa kot strokovnjaka, prosim, nadaljujta, Marija. Najlepša hvala, Marko, za te besede in hkrati pa imam tudi priložnost, da povem, da je redni profesor dr. Danilo Šuster najboljši filozof na oddelku na Mariborski filozofski fakulteti in ne samo to, da je najboljši filozof, on je tudi najboljši človek in prijatelj. In to je čista resnica in tisti, ki ga poznajo, vedo, da je tako. In sem vesela, da imam priložnost to povedati. Medtem ko pa grde filozofe, vam bom pa predstavila kar s prvo stranjo in pol. Veste, jaz sem takšen tip človeka, ki sem rada natančna in vedno v oklepaju navajam tudi letnice, izvirne naslove, del, letnico prve izdaje, ampak to bom zdaj izpustila, ne? To zdaj ni pomembno. Kako grdi znajo biti filozofi? Danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen je na začetku svoje pravljice Snežna kraljica zapisal, da je zlobni škrat, pravzaprav sam vrag, nekega dne, ko je bil slabe volje, napravil zrcalo, citat, ki je imelo to lastnost, da je vse dobro in lepo, kar se je v njem zrcalilo, skrčilo skoraj v nič. A tisto, kar ni nič veljalo in bilo grdo, je še bolj bodlo v oči in se šopirilo. Najlepše pokrajine so bile v zrcalu videti kakor kuhana špinača, najboljši ljudje so bili zoprni ali pa so stali na glavah brez trupa. Obraze so imeli tako spačene, da jih ni bilo mogoče spoznati in če je imel kdo eno samo sončno pego, si bil lahko prepričan, da se bo v zrcalu razlezla preko nosa in ust. Konec citata. Vse dobro je bilo popačeno in ta grda podoba, kakršno so ljudje videli, naj bi bila resnična. Zrcalo se je med svojim režanjem streslo in ljudem padlo iz rok. Zletelo je na zemljo in se razbilo na bilijone kosov, razbiti stekleni drobci pa so se ljudem zarili v oči. Citat. In potem so ljudje videli vse narobe, ali pa so imeli oči samo za tisto, kar je slabega pri kaki stvari. Konec citata. Nekaterim so se odlomljeni kosi zrcala zapičili v srce in le to je postalo podobno kepi ledu. Živeli so filozofi, ki so se jim v oči in v srce zapičili taki drobci. Deček kaj se v Andersenovi pravljici na koncu osvobodi zla? Nekateri filozofi pa so skoraj vse življenje marsikaj videli samo grdo in počeli grdobije. In prav o njih bi radi spregovorili v tej knjigi. Nemški filozof in mislec Friedrich Nietzsche, najvidnejši predstavnik filozofije življenja, je v svoji najbolj znani knjigi, Tako je govoril Zaratustra, pisal o tem, kakšna sta moški in ženska. Tako je opozoril. Moški se boj ženske, če ta sovraži. Moški je namreč na dnu duše le hudoben,
ženska pa je tam grda. Parafrazirali bomo njegovo vrednotenje in v knjigi namenili pozornost grdim filozofom, takim, ki so bili polni predsodkov in ozkosrčnosti, ter so se zdaj zgražali nad Judi, drugič nad ženskami in tretjič nad ljudmi druge polti. Zaustavili se bomo torej pri nemoralnežih, antisemitih, antifeministih, rasistih, podcenjevalcih živali in dvoličnežih. Da pa ne bi prevladovala samo temna podoba, bomo predstavili tudi drugačno mnenje in morebitne dobre strani njihove filozofije. In tukaj jaz najprej ravno navajam Danila, njegovo pojmovanje argumentacije in kaj pomeni argument in kaj pomeni trditev, ampak hkrati se naslanjam tudi na velikega filozofa, dobrega vojaka Švejka, da malo popestrim svojo knjigo, ker je Švejk izrekel zelo veliko modrosti, nikar panike in posegel je v ta naš svet, dobrodušen, duhovit. In hkrati pa me še nekaj vodi. Jaz ne priznavam prosvetljenskega modela. Veste tisto, ko ti druge prepričuješ, ti že vse veš, ne? Imaš poslednjo modrost. In je zdaj tvoja naloga samo v tem, da drugim pokažeš, kaj je resnica, kaj je prav, ker oni so še neozaveščeni. Ne, jaz pravim, pa tudi ne absolutiziram razuma, čeprav sem se vse življenje in se še vedno ukvarjam s filozofijo. Jaz mislim, da je svet pisan in da imajo na njem pravico živeti različni ljudje, taki z roba, taki, ki nimajo najbolj razvitega razuma in tako dalje. Jaz sem za pisanost, odprtost, tolerantnost in vse tiste dobre vrednote, ki nam pomagajo živeti. Tako da, in še en vidik bi rekla, tudi nisem človek, ki bi govoril o idealih. Bodite pozorni, kadar ljudje kritizirajo, so nejevoljni glede ravnanja drugih in sami delujejo v imenu nekakšnih idealov in popolnosti. Prepričani so, da obstaja popolnost in da dokler se ti, ki jih kritizirajo, ne približajo tej popolnosti, so vredni kritike. Tudi tega jaz ne verjamem, da je tako. Torej, nikakor si ne domišljam, da sem ujela poslednjo resnico, sem pa glede nekaterih stvari, bi rekla, prizadeta, kritična, skušam prodirati v globino, skušam analizirati in svet gledam kot celoto, ki ga je res vredno proučevati. Hkrati pa me vedno znova pretrese, da imam pravzaprav tako malo informacij. Že človekova vednost je omejena, ne glede na internet, po drugi strani pa je veliko dogajanja na površini in mi ne vemo, kaj je v ozadju. In to je tisto, kar bi včasih človek rad, ampak včasih pa, mnogokrat pa ne moreš prodreti v ozadje, ne da se. No in tukaj imam zdaj zelo veliko poglavij, zelo veliko vprašanj in tudi na začetku, če so lahko filozofi recimo nevarni, ali je res naša doba domnevno slaba in grda, tako kot govorijo. Jaz sem že tako utrujena od tega, vse je za nič, sploh v Sloveniji, grozno. Apokalipsa, meni se to že zdi tako utrudljivo, vse obstaja nasprotja, dialektika, protislovja, marsikaj je na tem svetu, tu pri nas tudi dobrega. Ne. To so takšne poenostavljene floskole, ki se mi res zdijo včasih dolgočasne. No, skratka, sem pa izrezala nekaj, kar ni moja last. Preden preberem zadnjo pesem in se midva z Markom zahvaljiva za pozornost. Marko, tebi pa tako ali tako hvala. Namreč, to imam pred seboj, imam citat, zelo kratek citat. In to je izrekel režiser Aleksandar Popovski, makedonski režiser. Tisti, ki hodite v gledališče, ga poznate. Režiral je Nevarna razmerja. Šla sem v gledališče, imam abonma, ni najbolj osrečujoče, da sedim v prvi vrsti in poznam, kako naj rečem, intimne dele večine slovenskih igralcev, ker je zelo moderno, da se razgaljajo. Gledam proč, včasih to ušinem. No. In skratka, ko sem šla to gledati, sem rekla, pa kaj lahko meni Nevarna razmerja povedo novega. Pa sem gledala film, pa sem brala roman v pismih, sem rekla, dolg čas. Potem pa me je ta režija tako pretresla, pa tudi igra, Branko Jordan, pa Eva Kraš, pa Nataša Matjašec, Milada Kalezić, vrhunsko.
Jaz sem bila tako pretresena, sej da bi povedala, da pa hodim balet gledati, pa da zdaj grem, da se že veselim, da grem gledati junija Grk Zorba 21. Pa ni bilo časa. Ne? Tudi Klugov tango sem videla 20. Ampak Carmen pa samo 3-krat. Ne? Tako da to je moja strast. Včasih si pa rečem, je pa vse dobro, da ima gledališče, da ima balet, da imajo založniki take ljudi, ne? Tako publiko. Je to dobro, ne? Drugače bi bile dvorane prazne. Jaz pa tam uživam in 20-krat sem se pri prizoru, ko Bogov pleše svojo žalost. Takrat, če se spomnite, ko kamenjajo vdovo, ne? In on potem ves trd pleše, dokler ga Grk Zorba ne potolaži. Takrat se jaz vedno jokam. Ne morem se obvladati. Najbolj pa sem jezna, kadar kdo za mano klepeta. In točno pri tej predstavi sta 2 klepetali in jaz sem se ozrla in sem naredila tako, ne? Sem se zgražala in sta me upoštevali. Ampak, ko je prišel na vrsto tisti prizor, sem pa jaz tako hlipala. On dve me pa nista nazaj v hrbet, zdaj pa bodi ti tiho, sta bili v videoni. No, in kaj je izrekel Aleksander Popovski? Človekova lepota je v kreativnosti. Morda smo le pristali v času, ki se zdi samodestruktiven, oziroma nam ga mediji prikazujejo kot takega. Biti pošten pomeni biti naiven norec. Pa vendar mislim, da je le vprašanje časa, ko se bomo spet močneje zavedli, ali tu bi bilo ozko, ne, zavedli, oprosti Marko, to je ostrivec, zavedli, da je v ljudeh dobro, in da bo taka drža postala moderna, trendovska. Spet bo moderno biti dober. Ta misel mi je zelo všeč. Ampak to je Popovski, ne jaz. No, in za konec še, Marko je predlagal. Jaz sem danes rekla, imam tudi precej žalostnih pesmi, ampak midva sva se dogovorila, da žalost ne bo v ospredju. Ne? Ampak Marko je rekel, da mu je ta pesem všeč. To so pesmi, ki govorijo ravno o tem, kaj se je zgodilo na norveškem otoku, in Marko je izbral pesem Fant. Meni sta všeč pesmi, bila je najlepša, ker najprej je ustrelil najlepše dekle, Breivik, pa tudi mi je všeč tista, daj pa dekle plavaj, ne? Gibaj se kot gibka riba, nekoč so ostostrelci streljali tvojega očeta, zdaj streljajo nate in tako dalje, ampak Marko je izbral pesem Fant. Fant se je rešil. Strel ga je zadel v roko. Tudi igrivi prijateljici sta bili zadeti. Trupli sta padli nanj. Topli telesi, ki sta želeli živeti, tako mehki in živi, dekliško sramežljivi. To ni bil dotik strasti, bila je plazeča se smrt, čedalje bolj hladna in ostra. Fant je ležal pod življenjem, ki se je vedno bolj ohlajalo. Saj sploh ni vedel, zakaj se je tako zgodilo. Ni mu bilo jasno, toda ostal je živ. Ker je zaigral smrt, se mu je v veliki grozi zgodil čudež življenja. To je ta pesem. Hkrati pa bi se še zahvalila pesnici in pisateljici Marici Škorjanec, da je prišla tako daleč iz Ljubljane. Hvala. Hvala. No, in tudi hvala vsem navzočim, da ste se v tem lepem popoldnevu, prosim, Danilo, izvoli. Ker sem že mogel, če upam par minut samo nekaj, vem točno, kako sem se znašel v tej knjigi, v tem nagovoru. Celo v tem prostoru sem bolj slučajno, ker... Smera pišem v tebi. No, hvala lepa. Ampak želel sem samo nekaj mogoče v obrambo svojega ceha povedati. Kot grdi na zofi, tako mi udarja ta grda pa zofa. Tisti filo pa vsi pozabimo, kaj je. Ljubezen do modrosti. Ja, no, ravno to sem želel. Bom citiral nekoga, ki ni ravno moj najljubši filozof, kot ti veš, to je Hegel, ki pravi, filozofija je njen čas zajet v mislih. Misli, da je enostavno filozofi samo v zelo koncentrirani obliki dobiš tisto, kar je sicer duh ali pa eno miselno ozadje neke kulture, neke dobe. Recimo Darwin, ki ga imamo za znanstvenega genija, on je dokazoval, on ima delo The Descent of Man, kaj je to spust človeka, kakorkoli, v katero dokazuje, da so ženske
evolucijsko na nižji stopni in to dokazuje z, ne vem kaj, z dosežki v umetnosti, v znanosti, ravno tam, ki ga ti direktno mu ga postavljaš na laž. Hočem reči, da niso filozofi tako zelo posebni, glede na to, pač enostavno koncentrirani obliki dobiš nekaj, kar je izraz neke dobe. Se pa stvari spreminjajo, rekel bi že v času mojega življenja, ki ni tako kratko, tako dolgo, pa tudi ne, v zadnjih 30 letih se recimo, kar jaz spremljam, se je spremenil odnos in do žensk, in do drugih ras, in do živali. Tudi, bi rekel, v veliki meri po zaslugi filozofov, ki so te ideje prinesli in jih tudi uspeli. Da se nam zdijo zdaj ene stvari danes samoumevne, ki še pred 30 leti niso bile, tako bom rekel. Toliko samo kot komentar na to. Pravzaprav se zelo ujimata z Marijo, ko gledata na podobna vprašanja. Jaz jo pa zdaj, ko sem te poslušal, pa tebe bral, Marija, pravzaprav vidim, da filozofi sami ugotavljate ogromno vprašanje, na katera poskušamo odgovoriti. Ugotovimo pa, tako kot se zdaj rekel Danilo, po 30-40 letih, da nobeno vprašanje pa ni tako usodno, kot se nam zdi takrat, ko se z njim prvič srečamo, in da je v bistvu vedno potem to intimna interpretacija. No? Če sem jaz filozofe, če vas kot filozofe prav razumem. Ne? Lahko dodam še en stavek, ravno v zvezi z Danilom. Namreč en vidik je, ravno pred kratkim sem pisala radijsko oceno in sicer Althusserjeva predavanja o Rousseauju. Pa sem rekla, joj, 2 taka sem dobila. Ne? Kakšna so to 2? Vse veste, da Rousseau je pisal čudovite stvari o vzgoji, 5 svojih otrok je dal v sirotišnico. Ne? Bil je nemoralen, kradel je, tam se je hvalil o tem v izpovedih. To ni nekaj rumeni tisk, ga mu jaz pripisujem. Ne? Na drugi strani imamo Althusserja z duševno motnjo, ki je kratko malo ubil svojo ženo, zadavil je. To sta 2 dejstvi. Ne? In tudi on se je izpovedoval, to sem brala, vse piše v knjigi, ko se je izpovedoval, češ, zakaj je to storil, kako se je zgodilo. In jaz sem rekla, če bi zdaj mi tako preprosto ravnali, da bi s polic vzeli knjige vseh takih ljudi, bi ostalo veliko vrzeli. In zame je to razmerje med zasebnostjo in tem, kar so pisali, nerazrešeno vprašanje. Ne? Če posegamo v njihovo nemoralnost, njihovo osebnost, ni to rešeno vprašanje. Samo to. Tako, hvala. Želi še kdo kaj dodati? Marijo vprašati? Ne, vse je jo pohvaliti, tudi to je To dovoljeno. sem že doživela. Ja, najlepša hvala za navzočnost. Če ni, potem bi vas tudi se lepa. vsem zahvaljujem za to, da ste bili toliko časa prisotni zraven, in kot pravim, zakaj je Marija tako prijetna vedno, ker v vsaki stvari vidi pozitivno stvar. Zato sem jaz tudi toliko navijal za Fanta, da si ga prebrala, ker se tudi ta, poglejte, kako pozitivno konča. Pravi, ker je zaigral smrt, se mu je v veliki grozi zgodil čudež življenja. Ne? Vidite, in to je Marija. Tako poznamo, in Marija, jaz želim, da boš res še veliko takih čudežev nam pričarala. Ne? Hvala lepa. Vsem za navzočnost in za pozornost. Hvala lepa. Zavrde kulturni center, da bo še enkrat zahvalil obima za